Gospod Glažar, kako lahko torej ljudje pomagamo družini in kako občina pomaga družini, ki je v tragediji izgubila otroka? Ja, najprej moram poudariti, da ta požar ni bila samo tragedija za družino Marčič, ampak za naselje Draženci pa kompletno občino Hajdina. In nazadnje vemo, družina je v bistvu izgubila vse. Dom, osnovne potrebščine, najhujše pa verjetno to, da so izgubili 5-letnega sina, 3-letni pa še vedno zdravi v bolnišnici. Mi smo se takoj včeraj že organizirali kot lokalna skupnost, povabili smo predstavnike vaškega odbora iz naselja Draženci, civilne zaščite, organizacijo Rdečega križa, osnovne šole in pa gasilcev. Skupaj smo si zadali kar nekaj nalog, tako da nekaj kratkoročnih, to se pravi prenočevanje za prve dni, kar smo zagotovili pri sorodnikih, potem pa nekaj tudi tako daljše obdobje. Kajti vemo, da hiša hitro ne bo sposobna, da bi jo lahko spet uporabljali, tako da zagotovili smo že 2 dodatni lokaciji, da bi se kompletno družina preselila. Jutri imamo ravno oglede, da bodo se odločili, kam bodo šli. Potem pa smo včeraj zagotovili tudi psihološko popravitev vseh tistih, ki so z njimi sodelovali, tudi gasilcev s pomočjo Gasilske zveze Slovenije. Jaz mislim, da smo se potrudili, moram pa poudariti, da so naši vaščani takoj priskočili na pomoč, seveda je pa to trenutna pomoč. Dolgoročno pa seveda pričakujemo tako, da tale podračun, ki smo ga priključili Rdečemu križu, transakcijskega računa, bo seveda tisti, na katerega apeliramo, da tako fizične in pravne osebe lahko donirajo sredstva, od srede naprej pa bo možno tudi z SMS donacijami. Tako da jaz vidim, da celotna skupnost se je organizirala in želi pomagati, seveda je pa to zadeva, ki ni enostavna in bo potrebno kar veliko pomoči. Pravite, da ne gre za enostavno zadevo. Kako pa ste vi sprejeli novico o tragediji? Jaz moram reči, da sem ravno v tem naselju zvečer bil na prireditvi. Ko sem šel domov, še ni bilo nič, zjutraj pa so me obvestili, da je bil ponoči požar. Seveda sem takoj odšel na lico mesta, zbrali smo se številni in poskušali pač čim prej zagotoviti neke tiste osnovne potrebščine, da lahko družina preživi v teh dneh. Kako pa se v občini spopadate s posledicami tragedije? Dejstvo je, da gre za manjši kraj, kjer se večina ljudi med seboj pozna. Slišali smo v prispevku, vsak otrok v vasi je otrok od vsakega. Ja, jaz moram reči, tako kot sem v osnovi povedal, da je to tragedija za kompletno občino. Oče je bil gasilec, je bil društveno in družabno zelo aktiven, pomagali so zdaj pri reševanju njegovi prijatelji, gasilci, tudi otroke vsi poznajo, hodijo v naš vrtec, tako da je res zelo čustveno bilo odzvano vse in zato je tudi odziv občanov, vaščanov takšen, da so vsi pripravljeni v tem trenutku pomagati. Gospod Glažar, najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala tudi vam.